Malo boli. Malo. Pa ni to bilo, ja. Dobro je, ja. Uspa, doktor Vetro. Hvaležno pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. A veste, kaj smo se pogovarjali? Poznamo kar nekaj ljudi, ne, ki tam po ene 50., 55., pol po 60. tudi leto, ne, jih kar nekaj začne boleti, ne, in jih nekaj boli, pa take zadeve. In rečejo, da je to normalno, ne, da je to, ja, pa vse je to, je pa normalno, ne, ja, ne, ni normalno, ne. Tako da, dragi gledalci in gledalke, hvala lepa. Dragi gledalci in gledalke, EMŠO ni izgovor, da rečete, ne, ja, zdaj pa je EMŠO tak, se neki pa more biti že v teh letih. Ne. In potem sem pravzaprav razmišljala in raziskovala, kakšne metode, kakšne principe imamo na voljo. In eden izmed tistih, ki ga tudi sama redno koristim, je tradicionalno kitajska medicina. Akupunktura, pa tudi ventuze sem že probala, pa zares uživam o masaži. Tako je danes v naši družbi dr. Gong in tudi Miha, ki nam bo pomagal, da bomo vse skupaj bolje razumeli in potem vse to znanje tudi začeli uporabljati. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Za sam začetek, tale moja teza, hipoteza drži, da ne smemo dejansko jemati EMŠO, torej starost, kot izgovor za to, da nas nekaj boli, da imamo težave. 随着全球老龄化的不断增多，因为老年人在我们的物质生活丰富，所以人的平均年龄、平均寿命也增大了。 Ja, ker živimo v materialnem svetu, ki je zelo bogat in pester, z časom se določene obrabe nabirajo. Ne, ampak...比方说，在我们中国，接近有2个多亿的老年人，老年人从45岁到90岁，都属于老年人的已经。 如果说老年人分3个阶段，有初期老年阶段，有中期老年阶段，有老年阶段。初期老年阶段是45岁到60岁，60岁到70岁，70岁到80岁，80岁到90岁，就是70岁到90岁，他都是最终老年人。老年人他有亚健康，亚健康就是在45岁到60岁的时候，基本上是处于 有活力或者是没有活力，如果说遇到 Ok, govor, samo redim. 好，谢谢。 Zdaj, dobro, na Kitajskem razdelijo starejše v 3 skupine, od 45. do 90. leta. Se, ko bi rekel, se razdeli na 3 skupine in kar je značilnost teh ljudi, je, da je, ko bi rekel, zdravje pod pritiskom. Ko bi rekel, to je ena taka situacija, ko človek je zdrav, pa tudi ni zdrav. Oziroma je zdrav, ampak se kažejo simptomi neravnovesja, določenih bolezni ali pa neravnovesja. Ampak, ko bi rekel, pridajo pa grejo. Ne, pa je v bistvu tako stanje, ki se zelo hitro spreminja. Ne. In katere so tiste najpogostejše težave, recimo, s katerimi imajo starostniki težave, starejši? Mogoče, da je to dr. Gong v svoji ordinaciji, kjer deluje, torej v ordinaciji tradicionalne kitajske medicine v Mariboru, opazil pri Slovencih. 斯洛文尼亚，我来工作期间，他们有腰疼、坐骨神经疼， Težave s križom, težave z išiasom, 它就是头疼、偏头疼、 glavoboli, migrene, 耳鸣、耳聋， šumenje v ušesih, naglušnost, 它就是关节疼、 bolečine v 膝 sklepih, 关节， kolenih. 这就是三高症：高血压、高血糖、高血脂。
Aha, pa 3 povišane, povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, pa povišan maščobe v krvi, povišan holesterol. 那就是小孩气喘、哮喘。 Ja, pa tudi pa pol pri otrocih, no, pa doskrat opazi to kakor astmatično dihanje. Oziroma astma. Če se naprej še skoncentriramo torej na starejše, recimo vse te težave, ki jih je dr. Gong naštel in jih opazil v mariborski ordinaciji TKM, a so te težave premostljive, se da pomagati s tradicionalno kitajsko medicino ali se da dejansko pozdraviti? A je to odvisno od vsakega primera posebej? 是通过针灸可以帮助，可以减轻症状，或者可以完全治疗好。如果是有牙医啊、抑郁啊、腰疼啊、坐过神经疼啊、椎管狭窄啊、椎间盘突出，它通过针灸、按摩、理疗是可以完成康复。 Z fizioterapijo kot kombinacijo akupunkture in tojna masaže se da pri težavah, kot so recimo depresije, bolečine v križu, išijasi, popolnoma okrevati. 完成康复。 Ja, se da popolnoma okrevati. No, ne samo lajšati simptome, da se popolnoma okrevati. Je torej naravno stanje tudi nekoga, ki ima že 60 let plus, da je vitalen, zdrav in brez bolečin? 那一个60岁的人，他可以没有疼痛而生活下去。 对，如果60岁的人，他能正常的生活也是很正常，但是他趋于老年人的时候，他的生长激素荷尔蒙下降了，他是钙丢失了，身上的元素就是我们喊的钾、钙啊、镁，它可以丢失，所以他的抵抗疾病就比别人差一点的，比年轻人要差多了。 所以他在亚健康状态。如果说遇到精神压抑、免疫功能下降，他就会出现疼痛或者是其他一些疾病，生活也就稳了。 Ja, v tem primeru je, ko bi rekel, so ljudje glih v tem zdravju pod pritiskom. Ne? Ko bi rekel, zaradi obrabe, zaradi zoba časa. Ker se določeni hormoni zmanjšajo, v kosteh je manj kalcija, zaradi tega pač... To je tisto, kar rečemo mi v slovenščini, ko starost vpraša, kaj počela mladost. Ja. To je to, ne? To je verjetno to. Kakšne metode uporablja tradicionalna kitajska medicina pri ravno teh težavah, ki mogoče starejšim pridejo prej? 我来讲啊，比方说腰疼、椎间盘突出、椎管狭窄。 关节蜕变，它都属于由于钙丢失、胶原蛋白减少。如果说遇到寒冷，自己生活当中没有注意到保暖，或者没有好好的休息，饮食当中没有吃到补钙的食品，比如说骨头汤，所以它就会出现腰疼、腿疼、坐骨神经疼，这是很正常的一个老年性脊椎体退化性病变。我们有时候。 Zdaj, metode, s katerimi doktorji v naših ordinacijah zdravijo, so v glavnem akupunktura pa tojna masaža. Obstajajo tudi določeni zeliščni recepti, ki jih doktorji lahko priporočajo. Ampak dostikrat gre za, ko bi rekel, kombinacijo preventive pa kurative. Oziroma ljudje, sploh po 60. letu, je ta preventiva toliko bolj pomembna. Ne zaradi recimo pomanjkanja ali pa zaradi nižjih vrednosti določenih hormonov, se telo malo spremeni. In zdaj, če to človek upošteva pri svoji prehrani, pri načinu gibanja, pri načinu oblačenja, je lahko to tisto, zaradi katerih bojo te simptomi skriti ali pa postali zelo očitni. Kakor v primeru bolečin v križu, išijasa, je dostikrat v povezavi s tem pomanjkanjem kalcija v kosteh in pol
ker je to že, ko bi rekel, neka biološka danost. Če zdaj v tem primeru človek še ni zadost oblečen, ne, da ni, ko bi rekel, na toplem, plus da ima kakšno neustrezno obliko gibanja, je pač to večja možnost, da pride do teh bolečin. Ja. Kako izgleda recimo pregled? Tisti prvi posvet z dr. Gongom, torej v Mariboru, z drugimi zdravniki po vsej Sloveniji tudi. Kako izgleda dejansko, se pravi, ne vem, ima mogoče malo nekdo težave, malo kolki, malo križ boli, malo kolena že, ne? Kako izgleda v bistvu ta pregled in kako potem določite, ne vem, ta program akupunkture, tujne masaže in mogoče še tudi kaj drugega, kar se uporablja v tradicionalni kitajski medicini? 比如说腰疼的病人，来我们诊所的时候，有很多是背痛体位，他走路就可以看得出他那个走路的姿势步态不稳。 Eno je že, kako človek pride v ordinacijo. Doktorji lahko veliko pove, ne? Ker doskrat starejši, ki pridejo, da že, če jih res boli križ, že pridejo v eni taki varovalni drži, da že tisto od doktorjev veliko pove. Ko bi rekel, ko pogleda, pa vidi, aha, tlele. Se pravi, mora fajn opazovati. Ja,再就是我们可以通过把脉， potem je pa tipanje utripa, pulza, 看舌苔， jezika oziroma jezika in obloge na jeziku. Aha, tukaj se tudi vidi. Kaj se pa vidi po jeziku? 因为舌苔它可以分肾、肝、脾、心。如果说老年人 Glavne notranje organe na jeziku se vidijo, ko bi rekel, glede na različnem delu jezika ali pa različni deli jezika govorijo o delovanju različnih glavnih organov. Recimo vranice, srca, jeter, ledvic. Dr. Gong? 他的舌苔，他的情况。你要少吃糖，再个你有压力啊，可能是工作压力，心情要舒畅一点，不要有压力。你的肝，我们讲的肝经不舒，要心情舒畅一点哦。OK。 Doktor pravi, da imaš... Nisem razumela, rabim tehnika. Ko bi rekel, doktor pravi, ja, mogoče imaš malo stresa od službe, ker se kaže, kakor da je ta energija jeter ni toliko živahna, kot bi lahko bila. In to v eni sekundi je kar izstrelil. Ja, rekel je, jetra so malo napeta, pa zaradi tega srce, če že šlo ganjing, jo idem jing, šinzang se mu da. 他肝经不好，心脏还很。 Ja. Ne, glavno ta jetra v povezavi s čustvi so malo, ko bi rekel, malo so stisnjena, niso toliko živahna, kot bi lahko bila. No, dovolj o meni. Se pravi, to vse se ugotovi na temu ta prvemu posvetu. Se pravi, utrip, pa jezik, pa opazovanje, pregled kože verjetno. In kako se potem odločijo, recimo, za neko terapijo, za nek program, se to verjetno ni, se nobena stvar ni tak, da greš enkrat, pa je že to. 怎么定？对，我再说啊，我们如果说这个老年人一来，我跟他看了舌苔，再就是通过我们中医是望闻问切， 我们通过视诊来，综合的判断之后，有的病人说，我就是腰疼，我拍了有些片，他医院里有些检查的报告单。 我们也可以看，我也可以通过看那个片子，它有椎体的改变。 Doktor združuje, eno je ta čisto, bi rekel, fizični pregled, plus recimo lahko pregleda dokumentacijo, ki jo stranka prinese s sabo. Kakor preglede, ki jih je stranka že naredila, ali pa slike, ja, če prinese MRI slike ali pa rentgenske slike, pa jih doktor lahko pogleda. Tako da eno je čisto fizično, drugo je pa pol to ocena pulza, ocena jezika in pol glede to skupaj pol doktor sestavi v nek način... Program. Ja, v nek program zdravljenja. Čuš, ja, tongo s Wang Wenwen. Torej, program zdravljenja. Koliko terapij recimo vsebuje nek klasičen program zdravljenja? 要，那比如说一般腰疼的话，要来多长时间或者？完了，你讲完了，等我讲。比如说，人一来腰疼，我再通过自己的判断，他确实是属于腰疼。我们也可以通过舌苔，它是急性的扭伤，还是外伤，还是慢性的虚损、钙丢失、关节蜕变，
我们可以鉴别。如果说肌型扭伤，按摩、推拿、针灸1个星期就好了。 Odvisno, 肌型扭伤啊，指肌型外 kakšne, 伤。 recimo, če govorimo o bolečini v ledvenem delu hrbtenice, odvisno od vzroka. A gre za, ko bi rekel, za en akuten nateg mehkega tkiva v ledvenem delu hrbtenice, ali gre za kronično bolečino v ledvenem delu zaradi, ne vem, primanjkljaja v sferi vpliva ledvic, ali gre za dislokacijo medvrtenčne ploščice, pač malo odvisno. Ampak če, recimo, lahko je en teden terapij dost. Lahko je hiter, če je. Na določenem primeru je lahko zelo hiter. 如果是慢性的，要椎间盘蜕变，关节蜕变，我们通过针灸调节它的血流量，按摩 让它的局部血容量增加，使血当中的钙充分的营养它的脊椎、椎间盘，所以它营养神经它就不痛。这个时间一般都是30天。 V akutnih primerih je zdravljenje lahko en teden, v kroničnih primerih je lahko tudi en mesec. Ne v primerih dislokacije medvrtenčne ploščice, kjer doktorji za kombinacijo akupunkture in masaže izboljšujejo pretok energije in krvi v tem lokalnem delu, v ledvenem delu hrbtenice, zato da do tistih vrtenc pa medvrtenčnih ploščic pride več energije, več krvi, več toplote, več, ko bi rekel, kalcija. Ja. Okay. Miha, a pa morajo ljudje, ki se odločijo, da pridejo na pregled, pa to morajo se na Kitajsk naučiti, ali kako? Ne. V vseh ordinacijah je sinologinja ali pa sinolog, ki prevaja za to, da je komunikacija z doktorjem, da poteka brez težav. No, ja. In kaj bi doktor Gong, ki je torej, kot smo rekli, v mariborski ordinaciji, kaj bi on svetoval vsem starejšim? Mogoče kot preventivno, da ne pride potem do takih težkih situacij. 老年人，你对他们有什么建议？就预防方面，他们要怎么 Me prav zanima, kaj bo torej doktor kitajske medicine svetoval vam. Zdaj uncaj, da si vzamete list papirja pa zapišete. 老年人，平时，生活的时候要注意，不抽烟。 少喝酒，保持睡眠，保持充足的睡眠。 Se pravi, eno je malo alkohola uživati, ne cigaret kaditi, dosti spati. 再就是，户外注意，运动，适当的活动，多晒太阳。 Ustrezno gibanje zunaj, čim več na soncu. 再就要保持心情舒畅。OK， 你继续说。保暖。呀。再就是多和儿女、孙子沟通。Potem je, ko bi rekel, doktor priporoča sproščenost, brezskrbnost, svežost. Pa to, da so ljudje, ko bi rekel, da so sveži, da so veseli. Naši sosedi bi rekli opošteno. Ja, pa to je to, ko bi rekel, veseli, optimistični, pozitivni. 还有，如果我们讲一个很简单的耳鸣或耳聋，老年人他的肝脏如果说生气，牙龈，他就会耳鸣，他就在家里暴躁，情绪不好。 Kakor kakšne, recimo tinnitus, šumenje v ušesih, je lahko zelo povezano z razpoloženjem. Vsaj pri tisti obliki šumenja v ušesih, ki po tradicionalni kitajski medicini izhaja iz ognja v jetrih, je ta sprememba razpoloženja lahko ključna v smislu, če se nenadoma zelo človek razjezi,
takrat se lahko recimo pojavi ta tinnitus, še se poslabša ali pa krvni tlak. Zanimivo. Najlepša hvala, Mihao. Hvala lepa za vse te besede, za vaše nasvete. Vsekakor bomo še slišali kakšen nasvet strani tradicionalne kitajske medicine. Do takrat pa, če se opogumite in greste na kakšen pregled ali preizkusite vse te metode na sebi, več kot dobrodošlo. Najlepša hvala.